Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraj. In danes bi rad govoril o tem, kaj se zgodi, če ne prisluhnemo temu notranjemu glasu, ki ga vsi dejansko premoremo, pa tokrat enostavno ga ignoriramo in potem pač posledice ponavadi niso ravno takšne, kot si jih želimo. Podal vam bom čist konkreten primer. Pred leti sem šel za takratno partnerko v mesto, imela sva se fajn in potem dokaj pozno zvečer oziroma ponoči sva se vračala proti avtu in pri tem je bilo potrebno prečkati eno kar prometno cesto in bili sta dve opciji, ali greva čez tisto prometno cesto in narediva, bom rekel, prometni prekršek, ali pa greva od spodaj skozi en podhod, ki pa je bil temen. In takoj mi je notranji glas rekel, ne iti spodaj, zaradi tega, ker pač tam bo sigurno kako sranje, pojdi čez. In seveda sem izrazil to željo, oziroma sem predlagal takratni partnerki, pojdi, greva tamle čez, pa je ona vztrajala, ne, greva od spodaj. Ne vem več zakaj. Jaz pa, ker sem hotel, da se ta večer lepo konča in da se ne konča v krigu, sem potem kljub notranjemu glasu privolil v to, da greva spodaj skozi tisto temo. No, in ko sva že prišla skoraj do konca tistega podhoda, se je takle iz teme kar naenkrat pojavil en ogromen brezdomec in začel hoditi proti nama, neki godrnjav, brundal, pa začel potem kasneje tudi povzdigovati glas. Jaz sem partnerko potem enostavno prijel, pa jo dal na kontrastran, torej da sem se postavil med brezdomca pa med njo, hkrati sva pa nadaljevala pot. On je še potem začel bolj bentiti, sploh ne vem več, kaj je govoril. In to je bila posledica tega, da nisem poslušal tega notranjega glasu. Torej, dejansko se je nekaj zgodilo, lahko bi bilo veliko hujše, ne, tule sva ga še kar poceni odnesla, lahko bi bilo več ljudi, lahko bi bili še vmes kaki narkomani z iglicami, lahko bi bili bolj nasilni in tako naprej. S tem hočem samo povedati, da se splača kljub vsemu, tudi če se bo tem treba skregati, poslušati ta notranji glas, ki je tako bistven, sploh kadar hočemo preprečiti neko potencialno nasilje. Ker dostikrat so pred tem se pojavijo razni pokazatelji, indikatorji in se ti prižgejo te alarmne lučke, ne, daj ne tega narediti, in potem točno te alarmne lučke pa te indikatorje ignoriramo in jih vstran zracionaliziramo. To pomeni, da najdemo cel kup razlogov, zakaj jih ta notranji glas ne bomo upoštevali, ne. Na lastno škodo, ne, ker včasih se enostavno racionalno tudi tega notranjega glasu ne da utemeljiti. Je pač en ta notranji občutek, ta notranji glas, ki ga nismo navajeni poslušati. Sploh pa ne kot moderni ljudje, ki živimo tako sigurno zapakirani v raznih škatlicah, v avtu, v hiši, v pisarni in tako naprej. Vendar je bil ta notranji glas v preteklosti, eni pravijo celo ta prvi glas, ki ga bi morali upoštevati, kajti zaradi tega notranjega glasu še danes človeštvo obstaja, sicer pa verjetno ne bi več obstajalo, kajti če nisi tega notranjega glasu upošteval v džungli, pa si šel kljub temu naprej, čeprav se ti je zdelo, da je tamle za grmovjem nekaj nevarnega, pa je bil potem tam lev, zdaj seveda vse skupaj karikiram, se to ni dobro izteklo. Tako da finta oziroma nauk današnjega videa je: poslušajte notranji glas, takrat
ko se vam to pojavi, ta notranji občutek, da nekaj ne štima, da je treba nekaj drugače narediti. Tudi, ko srečujete ljudi na novo, pa ko se vam pojavi ta občutek, ta je pa res čuden, pa čeprav je, recimo, ne vem, doktor znanosti, pa čeprav se vede prijazno, pa čeprav, ne. Če imate občutek, da je ta človek res čuden, prisluhnite temu občutku. Evo, toliko za danes. Če pa rajši berete take stvari o modernem samurajstvu, kot pa gledate tukaj mene, potem boste našli na Facebooku pa na Instagramu cel kup stvari. Na Facebooku samo vtipkate v tisto iskalno vrstico Moderni samuraj in sledite lahko tem mojim objavam, kliknete sledi, pa če ste kdaj še kako stvar delili, bom sploh vesel. Na Instagramu pa mislim, da me najdete pod Robert Lisac. Evo, toliko za danes, želim vam čudovit dan in prisluhnite svojemu notranjemu glasu.